Jaz vas lepo pozdravljam na okrogli mizi usposabljanje in delo v tujini, ki se dogaja v sklopu projekta EUCT, ki ga podpirajo oziroma ki ga mi izvajamo za Urad Vlade za komuniciranje Republike Slovenije, za predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in pa za predstavništvo Evropskega parlamenta v Sloveniji. Hvala za mikrofon. Gre pa za to, da imamo 25. maja volitve za Evropski parlament in na en izmed namenov projekta je tudi to, da opozorimo na to in da pač z željo, da čim več nas gre voliti. Ta okrogla miza je namenjena, pač kot sem rekel, temi usposabljanja in delo v tujini. Moje ime je Vit Ratnik iz Pine, jaz bom nekako jadral z vami moderiral to mizo. Bi kar predstavil goste, mogoče z nami dr. Alenka Kavčič, koordinatorica mednarodnih izmenjav na tej fakulteti. Potem gospa Mateja Grajžar iz EURES-a, torej Zavod za zaposlovanje. In pa na moji levi Tomo Markočič iz društva BEST in pa Darja Šalehar iz društva, oziroma tukaj z nami kot v bistvu študentka, ki je v tem trenutku na izmenjavi, na Dunaju, kot vidite, je na Dunaju. To nam bo potem še razložila, kako to, da si na izmenjavi in da si tukaj. Hkrati pa tudi članica društva, če mi pomagaš, Extek, ok. Zdaj tako, okrogla miza je mišljena tudi, da čim več sami vprašate, se pozanimate, verjetno vas ta tema zanima, glede na to, da ste tukaj, mogoče celo razmišljate o tem, če bi se sami udeležili kakšne take zadeve. Jaz vas vabim k temu, da potem v nadaljevanju tudi postavljate vprašanja, če jih imate. Predlagam pa, da bi začeli tako, da dam vsakemu na razpolago par minut, da predstavi, mogoče 5-6 minut, da postavi neke istočnice, da predstavi v bistvu vaše delo, pa mogoče tukaj, da slišimo tukaj dela BEST, pa kakšna je izkušnja na Dunaju. Potem imam pa par vprašanj in bomo potem začeli diskusijo, v katero ste vabljeni tudi vi. Pa bi začeli mogoče, glede na to, da smo na FRI-ju, kar z domačimi, bom rekel, pa bi prosil, vi ste tukaj koordinatorica mednarodnih izmenjav, torej gre, do zdaj je bil program Erasmus, zdaj se končuje, v bistvu študenti so še vedno na programih Erasmus, ampak novi študenti, ki grejo preko drugih programov, in vi nekako koordinirate te zadeve, ste najbolj v stiku z temi študenti, bi vas prosil, da mogoče predstavite z vašega vidika te zadeve. Torej, jaz sem koordinator mednarodnih izmenjav na Fakulteti za računalništvo in informatiko in sicer iz tistega bolj, bi rekel, pedagoškega vidika, se pravi ne samo administracija, ampak spremlja tudi študente, ki grejo v tujino, kakšne predmete zberajo in ko pridejo nazaj, kaj jim potem priznamo. Ko govorimo o mednarodnih izmenjavah, ne gre samo za Erasmus izmenjave. Mi imamo več Erasmus, je mogoče tista najbolj znan program, kjer tudi največ študentov nekako poišče svojo pot v tujino. Poleg tega je še recimo znan Basileus, ki je za jugovzhodni Balkan. Tukaj imamo mi manj študentov, se pravi manj naših študentov odhaja v te dežele. Potem so pa še mogoče za doktorske študente, imamo še program CEPUS in mogoče še nekaj drugih programov, ki so bolj namenjeni prihajajočim študentom, se pravi ne našim študentom, ki odhajajo v tujino. Kot je že gospod moderator povedal, program Erasmus se trenutno, se pravi zdaj se vseživljenjsko učenje Erasmus končuje in z naslednjim letom začenjamo z novim programom Erasmus+. Mislim, da prav bistvenih razlik ne bo, mogoče nekaj manjših, predvsem tudi, kar se prakse tiče, mogoče boste lahko bolj pogosto hodili v tujino na študij in na prakso, tudi po diplomi v okviru tega programa, taka pozitivna lastnost novega programa. Pa če se mogoče vrnemo na fakulteto, imam tukaj pri sebi nekaj statistike, kako je za fakulteto in programov Erasmus. Mi že kar nekaj let sodelujemo v tem programu in sicer še dosti preden sem jaz prevzela koordinatorstvo,
mislim, da je leta 2000 tudi univerza pristopila k programu in od leta 2000 pošiljamo naše študente v tujino. Na začetku je bilo to predvsem študij in šele leta 2007 oziroma študijskim letom 7-8 smo pristopili tudi k praktični izmenjavi, se pravi, da si študenti poiščejo delo v tujini, vendar žal prva 3 leta nekako ni bilo interesa strani naših študentov, mogoče še ni bilo toliko poznana ta zadeva, tako da smo šele v zadnjih, rečemo, 4 letih imajo naši študenti tudi to izkušnjo, da so poiskali delo v tujini v okviru študijske prakse. Zdaj, ponavadi se jih vedno več prijavi, kot potem prakso realizira. Zdaj, razlogi so lahko različni, ne, od kakšnih takih čisto subjektivnih, da študent enostavno ne more po prijavi iti v tujino zaradi raznih razlogov. So pa nažalost bili tudi taki razlogi, da so se trudili poiskati podjetje in ga na koncu niso najdeli in pač prakse niso mogli realizirati. Tukaj bo mogoče tudi kolegica več povedala iz JESTEK-a, ker je to organizacija, ki se trudi tudi pomagati študentom poiskati ustrezna podjetja. So tudi naši študenti že vaše usluge nekako koristili. In mislim, da se je zdaj nekako izoblikovala taka praksa, da si pomagajo s takimi posredniki pri iskanju podjetij, ker je dosti težje je navezati stik s podjetjem, čist individualno. Čeprav nekako v okviru programa Erasmus dobijo tudi neko dotacijo, tako da tisto finančna plat ni toliko pomembna, kot je pomembna mogoče strokovna plat pri sami praksi. Mogoče še to, kar se tiče prakse v tujini. Mi imamo 2 študijska programa dodiplomska, kjer pač 2 študijska programa računalništva in informatika. En program je visokošolski, bolonjski, in tam ima že predvideno tudi praktično izobraževanje tekom programa. Se pravi, študentje, ki so v Sloveniji, recimo, morajo iti na prakso v podjetja, lahko pa to prakso upravljajo tudi v tujini, recimo preko programa Erasmus, in se jim potem praksa prizna tudi na domači fakulteti kot upravljena, če traja pač ustrezno število tednov. Za ostale študente, recimo na tistem drugem programu, univerzitetnem programu, pa nimajo prakse nekako kot del študijskega programa, tako da ponavadi študenti, ki pridajo, jim čist neposredno prakse ne moramo priznati, se pa to vpiše v prilogo k diplomi, ker spet nekako pripomore potem pri iskanju zaposlitve, še pač nek dodatno izobraževanje študenta. Jaz mislim, za en uvod bi bilo to. Tako, za en uvod, super, najlepša hvala. Jaz bi nadaljeval kar tukaj naprej po mizi. Zdaj, kot smo se prej pogovarjali, vi v bistvu delate študenti, ne? Sigurno je del tega, da grejo študenti na prakso tudi povečanje zaposljivosti. Verjamem, da so tudi drugi razlogi, ampak to seveda je eden, ne? Če gremo zdaj naprej, se nekako časovno premaknemo na čas po diplomi, ne? Torej, vi kot Center EURES skrbite v bistvu za delo v tujini, za zaposlitev v tujini, ne? In tudi s tem povezani programe. Tako. Nam lahko mogoče malo več poveste? Torej, jaz prihajam iz Zavoda za zaposlovanje, v okviru katerega je tudi organizirana mreža EURES, oziroma smo mi kot država članica Evropske unije del omrežja EURES. V bistvu gre za povezavo vseh članic Evropske unije, vseh članic EGP-ja, pridružena je pa tudi Švica, ki ni v nobeni od teh povezav. Gre nekje za omrežje javnih zavodov in naših partnerjev, nekje so priključeni tudi kakšne sindikalne združenja ali pa druge partnerske organizacije, ampak načeloma je večina teh storitev skoncentrirana na javnih zavodih. Zdaj, naš cilj našega delovanja je predvsem podpora pri uresničevanju prostega pretoka ljudi, se pravi lažjega zaposlovanja v okviru Evropske unije, lažjega prehajanja na delo v drugo državo, pomoč pri informiranju oseb,
Naše delo obsega tudi delo z delodajalci, se pravi, da stopimo tudi v stik s tujimi delodajalci, ki bi želeli zaposliti naše kandidate. Veliko našega dela obsega informiranje, podobno kot je danes, recimo, veliko delamo tudi z drugimi študenti in z drugimi fakultetami. Naše stranke pa niso samo brezposelni, ampak so dejansko vsi, ki jih zanima mednarodna mobilnost. Nekje naše osrednje orodje za delovanje je spletna stran Eurosov portal, Evropski portal zaposlitvene mobilnosti. Veliko informacij lahko najdete tudi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje pod rubriko EURES, kjer imamo vse informacije, ki se tičejo tega, kako iti v tujino, na kaj treba biti pozoren. Pomoč imamo tudi glede priprave mednarodnega življenjepisa, to tudi na spletu, tudi mi tukaj malo lahko pomagamo. Ogromno informacij lahko dobite na Evropskem portalu tudi glede samega življenja in dela v posamezni državi, tako da se lahko oseba, ki se želi zaposliti v tujini, res pripravi na to, kaj ga čaka, ko bo dobila zaposlitev v novi državi. Damo prezentacijo? Ne, zdaj sem že. Dobro. Zdaj sem že veliko povedala. Tako da, zdaj, orodje iskanja na spletu je zelo približano uporabnikom, tako da v bistvu vam je to lahko zelo v pomoč, kolikor bi se odločali iskati zaposlitev preko tega portala. Na tem portalu ne vidite samo javnih objav preko zavodov, lahko pogledate tudi objave, ki jih dajejo ostale agencije za zaposlovanje. Veliko agencij v tujini je zelo specializiranih, tako da lahko prav za vaše področje poiščete. Je pa tako, da mi vam svetujemo predvsem sploh za področje računalničarjev, ker ste zelo iskani v Evropi, da se tudi obračate direktno na spletne strani podjetij, kjer si želite delati. Zelo ste iskani, nekje na 5. mestu ste po številu objavljenih prostih delovnih mest med vsemi prostimi delovnimi mesti na Eurosovem portalu. Tako da tukaj res so velike priložnosti. Mi tudi smo vpeti v ostale evropske mreže, tako da veliko sodelujemo tudi s temi povezovanji in na raznih dogodkih, ki jih organizirajo tudi ostale EU mreže. V Evropi je kar nekaj mrež, ki vam tudi lahko pomagajo v okviru mednarodne mobilnosti, recimo Tvoja Evropa, Europe Direct, Solvit, to so vse mreže, ki so namenjene temu, da vam pomagajo, če se karkoli zatakne, če potrebujete kakšno pravno pomoč pri prehodih. Tako da tudi tukaj vam lahko nudimo te informacije. Tako da jaz bi toliko za prvi vtis. Mogoče samo še toliko statistike. Dnevno je nekje na portalu objavljeno blizu 2 milijona prostih delovnih mest, tako da dejansko je kar veliko priložnosti v Evropi, tudi za vas. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Pa gremo kar naprej. Jaz bom dal par trenutkov še tehnikom, da pripravijo drugo prezentacijo. Pa bomo šli na društvo BEST. Tomo, kaj dela društvo BEST? Kaj je poslanstvo tega društva? Zakaj obstajate in kako ste povezani s temi mednarodnimi usposabljanji, izmenjavami? Podobno. Lahko malo poveš? Ja, vse boste izvedeli tekom te predstavitve, ki bi mogli biti gor. Ja, tako je. Ok, zdaj bom predstavil društvo BEST. Jaz sem podpredsednik za zbiranje sredstev v društvu BEST Ljubljana, Združenje študentov tehnologije in naravoslovja. Danes pa ne bom toliko govoril o našem lokalnem društvu, ampak bolj o mednarodnem. Torej, kar delamo na mednarodnem nivoju v sklopu Evropske organizacije BEST, torej Board of European Students of Technology. Če gremo naprej. Naša vizija je Empower Diversity. Kaj to pomeni? Mi skušamo oblikovati neko okolje oziroma nek način razmišljanja, ki bi povezoval ljudi različnih kultur, tako da bi lahko delovali skupaj, da bi vsak pokazal svoj največji potencial in da bi v sodelovanju z ljudmi iz drugih narodov to še izboljšal. To pa dosegamo skozi našo misijo, ki je pa Developing Students. Ok, lahko gremo naprej. Naša organizacija je zastopana po večini evropskih držav. Imamo 95 lokalnih skupin,
v katerih delujejo več kot 3000 članov. Z našimi projekti in aktivnostmi pa dosegamo več kot 1 milijon študentov po Evropi. Naprej. Kaj so naše aktivnosti sploh? Mi študentom zagotavljamo komplementarno izobrazbo, torej probamo nadgraditi znanje, ki jo dobijo na fakulteti, skozi različne dogodke, kjer oni uporabljajo to znanje, pa moraš nekaj dodati zraven. Vključeni smo v izobraževalne sisteme, tako da probamo za nek način s feedbackom univerzam izboljšati študijske programe, pa na nek način primerjati tudi iste študijske programe na več univerzah in tako doseči neko enotnost po Evropi. In pa študentom ponujemo različne karierne možnosti. Kako to delamo, boste izvedeli na naslednjih slajdih. S tehnološkimi tečaji. To je naš glavna dejavnost, ki jo organiziramo, s katero se ukvarjamo. To so neke vrste kratkotrajni tečaji, trajajo 1 do 2 tedna, ki se udeležijo, ki jih v bistvu vsaka lokalna skupina organizira en ta tečaj na leto, tako da se jih na leto zvrsti okoli 95. Udeleži se ga 22 študentov iz čim več različnih držav, gledamo predvsem na to, da je čim večja narodna raznolikost in pa da so študenti zainteresirani za temo. Na tem tečaju se namreč učijo neke določene teme in potem se udeležujejo predavanj, ki jih organizirajo profesorji iz te fakultete. Poleg tega pa so organizirane različne ekskurzije po podjetjih, tako da se študenti dejansko spoznajo z stanjem v praksi. Poleg tega organiziramo inženirska tekmovanja. Med njimi je najbolj pomembno tekmovanje EBEC, ki je eno največjih takih v Evropi in se ga udeleži na leto približno 5000 študentov. Na tem tekmovanju se tako probamo najti take interdisciplinarne težave, s katerimi se sooča gospodarstvo in jih potem študenti v 2 kategorijah recimo rešujejo. Eno je tako team design, kjer sestavijo neko napravo, ki potem opravlja določeno nalogo, drugo pa je case study, kjer pa teoretično rešujejo. Naslednja stvar je pa še vključeno za izobraževalne procese, to sem že recimo povedal, da večinoma delamo na tem, da primerjamo študijske programe po Evropi in dajemo feedback univerzam. Naprej. Naslednja stvar pa je še karierne možnosti. Znotraj BEST organiziramo različne job faire, tako da povezujemo študente s podjetji, tudi s poletnimi tečaji, oziroma temi sezonskimi tečaji se študenti približajo podjetjem. Poleg tega pa se organizira še razne tečaje mehkih veščin, ker študenti pridobijo take izkušnje, kako se obnašati na intervjuju, predstavitvene veščine in podobno. Največ pa od vsega tega pridobijo ravno naši člani, ki se naučijo same organizacije, od samega zbiranja sredstev do pridobivanja, do promocije, do pridobivanja študentov, do iskanja predavateljev in tako, pa tudi na različnih mednarodnih delovnih skupinah našega društva lahko sodelujo, tako s področja PR-ja, pač odnosov z javnostmi, zbiranja sredstev, organizacije, koordinacije dogodkov in podobnega. Imamo pa tudi zelo razvit trenerski sistem, s tem mislim na trenerje mehkih veščin, se pravi ljudi, ki dejansko potem na koncu predavajo o tem. Zakorkoli več pa so na voljo naše spletne strani, ker so vsi podatki o vsem, kar organiziramo. In kot zanimivost bi lahko še povedal, recimo te tečaje, ki sem omenil, trenutno so odprte prijave za jesenske tečaje, ki jih je približno 10 in lahko potem potujete kamorkoli, mislim, na eno od teh 10 lokacij za približno 40 € plus prevoz. Dobro, več na internetni strani, smo rekli hvala za predstavitev. Predno gremo naprej, mogoče lahko naredimo še eno mini anketico. Koliko od vas je pred to okroglo mizo vedlo za BEST? Lahko mi pomagate? Ok. No, da bomo fair, koliko od vas je pred to okroglo mizo oziroma še zdaj vedlo za ESTEC? Dobro, zdaj lahko vidite malo situacijo. Kaj pa za EURES in da obstaja center, ki se ukvarja s tem in da izvajate dejavnosti? Ok,
Okay. In pa to, da je na FRI-ju, kako se reče v radu, koordinatorstvo? Koordinator, to so pa verjetno naši študenti vedeli. No, dajmo videti, no, koliko od vas je vedelo, da obstaja koordinatorica mednarodnih izmenjav na FRI-ju? No, jaz nisem vedel, tako da ne bom dvignil roke. Ostali bomo predvideli, da ste z drugih fakultet. Kar lahko tudi ni res, ampak dobro, bomo ostali pri tem. Nižji letniki pa se še niso srečali s tem, ne? Tako, dobro, hvala. Zdaj, če sem prav razumel, smo uspeli vzpostaviti stik na Skypu. Migajo z glavo. Ja, lahko probamo. Lep pozdrav, Marinka Žitnik, nas slišiš? Ja, vas slišim. Očitno ja, slišimo mi njo. Mi te ne slišimo, lahko probaš še kaj povedati? Ne? Očitno nekaj ne dela. Dobro, bomo probali še enkrat, hvala za potrpljenje. Vemo tudi, da v Ameriki linije internetne niso tako dobre, tako da možno, da je to krivo, ne? Pa gremo naprej, mi tukaj po omizju. Darija, ti si zdaj na izmenjavi na Dunaju. Zdaj, meni se zdi super ta izmenjava, jaz bi tudi bil tako na izmenjavi na Dunaju, da bi bil doma, ne? Kako zdaj to deluje, kako to, da si v Ljubljani, medtem ko si na izmenjavi in mogoče, zakaj si se, to je čisto osnova od ABC, bom rekel, kako si se odločila, da greš, zakaj, kako je potekalo zdaj ta, verjetno je bilo nekaj stvari za narediti, verjetno to nekaj trajalo, kaj so one prvi koraki in kako v bistvu izgleda, od kdaj do kdaj si zdaj ti na Dunaju, kaj delaš tam, kakšne so tvoje poveznosti? Okay, no, najprej mogoče, zakaj sem v Ljubljani. V Avstriji imajo 2 tedna velikonočnih počitenc. Imajo kar malo več počitenc, kot mi se mi zdi, tako da sem ta teden prvič na obisku doma. Zdaj, za izmenjavo sem se nekako odločila. Pač moj prvi stik s tujino so bili jezikovni tečaji. Že v prvem letniku srednje šole sem bila v Angliji čez poletje in potem po koncu srednje šole v Nemčiji. V Nemčiji sem 1 mesec v Münchnu preživela v glavnem z Erasmus študenti, ki so potem tam ostali cel semester in tako sem dobila to prvo izkušnjo z Erasmus izmenjavo in sem že takrat vedela, da hočem to tudi na fakulteti izkusiti. Potem se je pač moj stik s tujino nekako nadaljeval z društvom ESTEC in z mednarodnimi delavnicami, ki jih organiziramo. Potem pa je pač končno prišel čas, moj 3. letnik, da sem se lahko prijavila na izmenjavo. Dunaj sem zbrala zato, ker sem hotela izboljšati mojo nemščino. Tako no. Kdaj pa je štartala ta tvoja izmenjava, od kdaj si tam začetka? Ja, februarja sem šla na Dunaj, najprej na še en tečaj nemščine, potem pa smo 1. marca začeli z fakulteto. Tako da moram reči, da jeziki kar prav pridejo in moji tečaji v Nemčiji so se kar obrestvali, ker pač imamo vsa predavanja v nemščini, tudi vse vaje v nemščini. Tako da... Do kdaj pa boš na tej izmenjavi? Semester traja do konca junija, potem bo najbolj avgusta se vračam nazaj. Nekaj se mi je porodilo zdaj vprašanje, ne? Pač do tiste odločnosti, si videla te Erasmus, si se družila, si preživljala čas s temi Erasmusovi. To izgleda, da je nekaj, ne toliko na sami fakulteti na Dunaju, ki te je pritegnilo, ne toliko v placu, ampak lahko bi rekli nek Erasmus lifestyle. Ga lahko tako kličemo. Nekaj te je pritegnilo verjetno na tem. Lahko mogoče nam poveš malo o tem, kako je biti Erasmus? Pritegnila me je ta mednarodnost, to, da vsak dan spoznavaš nove ljudi, da se družiš z ljudmi iz različnih držav, spoznavaš tudi njihovo kulturo, ker mogoče se ne zavedamo, ampak že sosedne države imajo, opazimo, zelo velika razlika lahko. Sicer, ko sem se odločila za Erasmus, sem veliko možnost posvetila tudi izbiri fakultete in Tehniška univerza v Dunaju mi je bila zelo všeč zato, ker imajo res velik nabor predmetov.
Zbiraš lahko vse od teh mehkih veščin do predmetov iz drugih smeri in to je ena stvar, no, zakaj sem se odločila. Prav tako pa Dunaj je zelo mednarodno mesto. Po podatkih 50% ljudi ni Avstrijcev, ampak prihajajo iz drugod, tako da tudi na ulicah slišiš res jezike vseh vrst. Na fakulteti niso samo Erasmus študenti, so mednarodni študenti, ki redno tam študirajo in ja, ta mednarodna atmosfera me je prepričala. Torej si večino časa v stiku z drugimi študenti iz drugih držav, z Avstrijci? Z oboje. Ja, oboje. Ker sem še na prvi stopnji, večinoma... Aha, ja, slišim, hvala. Pridemo mali. So večinoma na programu Avstrijci, potem na magisteriju pa je tudi več tujcev že. Kaj pa tisti drugi del, prepreke? Omenila si jezik, dobro je znati jezik, ti si znala nemško že prej? Ja, sem znala nemško, ampak ko prideš na prvo predavanje v nemščini, je nekaj drugega. Nekaj drugega. Nekaj poslušati predavanje. Je nekaj drugega, ampak no, z nekaj začetnega dela, s prevajanja, z učenjem teh strokovnih izrazov, pač gre po enem mestu že na boljše. Kaj pa druge zadeve, ki si jih mogoče ne predstavljamo pred odhodom? Kakšne druge prepreke, poleg jezika, ki obstajajo, ne vem, poznavanje izobraževalnega sistema, poznavanje, ne vem, po kateri strani vozijo Avstrijci, po levi, po desni? Take stvari me zanimajo, no? Če se odpravimo mi na tako stvar, kaj je tisto, kar nismo pomislili, da bo ovira pri tem? Ja, definitivno je to drug sistem na faksu. Oni tudi avstrijski študentje se na vse predmete prijavijo, ker pač jih izbirajo in si sami sestavijo predmetnik. Tako da pač se je zgodilo na začetku, ker nisem poznala sistema, da se pač nisem mogla izbrati dva predmeta, ker sem bila prepozna s prijavo. Zdaj, kakšnih večjih težav pa nisem imela, ker imajo res dobro razvito to Erasmus izmenjavo. Imajo ogromno Erasmus študentov, tako da so nas vse... To je neka podpora za Erasmuse. Ja, smo že takoj, še preden sem prišla na Dunaj, smo dobili 2 študenta avstrijska, ki so nam bili na voljo na vprašanje, tudi mednarodna služba nas je vse pravočasno obvestila. No. Tako da sistem tam je res dober, da kakšnih večjih težav res nisem imela. Hvala lepa. No, zdaj mislim, da smo vzpostavili to povezavo, če prav razumem, se slišimo. Prej smo slišali, to je mogli imeti na vezi Marinko Žitnik, ki je študentka na praksi v ZDA, v Združenih državah Amerike. Lep pozdrav iz Ljubljane. Lep pozdrav. Sicer vas bolj slabo slišam, ampak upam, da se bomo razumeli. Upam, da se bomo razumeli. Zdaj, če tako govorim, bomo mi oglušeli tle. Upam, da se bomo razumeli. No? Lep pozdrav. Prvo vprašanje, kje smo te našli in koliko je ura tam, kjer si? Ker ne vem zdaj točno, v katerem mestu si v Ameriki. Vem, da si pač v ZDA. Nisem dobro razumela, slišala vašega vprašanja. Aha, dobro. Sprašujem potem, v katerem mestu specifično v ZDA si, pa koliko je ura tam? Ta bo težko? Ne, tako ne bo šlo. A ja. Napiši. Torej, lep pozdrav. Zdajle trenutno sem v Houstonu na Baylor College of Medicine, tako da je časovna razlika je 7 ur, kar pomeni, da zdajle pri nas ravno čas kosila oziroma je ura 10 do 12. Mi tle tudi malo slabo slišimo, upam, da se bo razumelo. Nam lahko poveš osnovne zadeve, kaj delaš tam, kako to, da si se odločila, ti si v bistvu na doktorskem študiju, ne? Si tam za raziskovanje, kako to zgleda sploh? Verjamem, ja. Samo osnovne...
če lahko predstavljate. Ja, seveda. Torej, jaz sem zdaj v drugem letniku doktorskega študija računalništva in informatike in to, kar me zanima, je bioinformatika, torej uporaba metod umetne inteligence in strojnega učenja za to, da lahko mogoče rešujemo neke probleme v biologiji. In moj obisk v Houstonu za teh nekaj približno 8 mesecev je pravzaprav povezan z laboratorijem, s katerim sodelujemo v Houstonu na Baylor College of Medicine in skupaj z njimi razvijamo določene metode strojnega učenja za zlivanje podatkov, ki jih potem uporabljamo za napovedovanje recimo različnih funkcij, genov, za odkrivanje morda tistih bioloških objektov, ki so pomembni za recimo bakterijsko rezistenco ali pa za razvoj določenih bolezni oči. Tako da za doktorski študij sem se odločila predvsem zato, ker me je raziskovanje zelo zanimalo, ker je zelo zabavno in na nek način vedno odkrivaš nekaj novega. V bistvu ta radovednost, potem, da se naučimo nekaj novega, pa da v bistvu raziskujem, me je vedno gnalo naprej, tako da je bila v bistvu ta motivacija ali pa želja, pa radovednost je v bistvu glavni motivator, zakaj sem se vpisala na doktorski študij. Jasno. Kakšno je pa, če zdaj nam ponudiš eno tako primerjavo med tem, kako je biti doktorski študent v Ameriki in biti študent v Sloveniji ali pa v Evropski uniji, recimo? Ja, torej, jaz sem še vedno doktorski študent v Ljubljani, tako da, če primerjam s svojimi, recimo, kolegi tukaj na Baylorju, izgleda kot prvo, da je doktorski študij tukaj precej daljši. Sicer pa je veliko odvisno od posameznika. Podobno kot v Sloveniji je tudi tukaj treba opraviti določene obveznosti, predmete, pripraviti neko raziskovalno delo, pripraviti temo za doktorsko disertacijo, objavljati članke, raziskovati, hoditi na konference. Je pa res, da je recimo na inštituciji, kjer sem, je precej večja od fakultete za računalništvo in informatiko, zato so nekako veliko bolj aktivni v smislu, da se študenti povezujejo v določene klube, skupine, imajo veliko seminarjev, organizirajo razne dogodke za industrijo, tako da so zelo aktivni. Mogoče je ta razlika Slovenijo mogoče najbolj opazna. Ta izjemna aktivnost študentov tukaj, ki se v bistvu zelo želijo povezovati tako z drugimi univerzami, kot z recimo podjetji ali pa drugimi laboratoriji in podobno. Kaj pa ta mednarodna izkušnja daje tebi kot osebnostni razvoj ali pa kot profesionalni razvoj in ali načrtuješ po zaključku tega doktorata se vračati v Slovenijo ali načrtuješ kakšno drugo pot? Torej, če sem prav razumela, ste me vprašali o tem, kakšne imam plane za prihodnost. To pa kakšne učinke, kakšne vplive ima to na vašo, bom rekel, profesionalno in osebnostno rast, ta izmenjava v tujini? V redu, torej, če najprej odgovorim glede teh učinkov, se mi zdi, da je to izjemna super izkušnja, ki jo lahko pridobi študent tako na dodiplomskem ali pa na podiplomskem študiju. Da v bistvu priložnost, da pogledamo malo izven Slovenije, pa obiščemo neko inštitucijo v tujini, se mi zdi super, zato da v bistvu se študent spozna, kako potekajo določeni procesi v tujini, hkrati si s tem razširimo obzorje in predvsem recimo spoznamo veliko svojih vrstnikov ali pa mogoče starejših mentorjev, s katerimi lahko potem gradimo prihodnost na nek način. Zdaj, glede mojih planov, vsekakor imam pred sabo recimo še leto in pol doktorskega študija v Ljubljani, potem pa verjetno bom se odločila za doktorsko
izobraževanje, verjetno v tujini, potem pa v bistvu puščam vse možnosti odprte, kaj se bo zgodilo. Hvala lepa. No, zdaj naprej bomo malo diskutirali. Zdaj jaz upam, da nam uspe, oziroma vabim, da ostanete še z nami. Upam, da nam uspe se pogovarjati naprej tudi preko Skypa. Bi pa se rad posvetil v bistvu temu vprašanju, ki se meni zdi eno izmed ključnih vprašanj, ki je v bistvu, kaj je to, kar sem zdaj ravno spraševal, ta dodana vrednost, ne? Za študente v prvi vrsti, ki odhajajo ven, ampak v končni fazi tudi vse ostale, ki so vpleteni v to, torej fakulteta, ki pošilja, fakulteta, ki prejme. Torej, kaj so te prednosti v bistvu? Pa mogoče dr. Alenka Kavčič, vi, ki ste direktno v stiki študenti, imate neko analizo ali neko osebno mnenje o tem, kaj so tiste glavne stvari, tista dodana vrednost tega, da grejo študenti v tujino? Kaj pridobijo oni s tem? No, zdaj, kakšne analize glih ne delamo na tem področju, res pa je, da vsak študent, ki se vrne iz izmenjave, pripravi neko poročilo, tako neformalno, ki je sicer namenjeno drugim študentom, da se bojo, če bojo šli v isti kraj na izmenjavo, nekako lažje znajden. In ko preberemo ta poročila, vsi rečejo, imeli so se super, z nekimi izjemami, ki se pa nimajo tako zelo super. Tako da jaz mislim, da je velika razlika je predvsem v pričakovanjih. Mogoče, če preveč pričakuje, si lahko tudi malo razočaran. Če misliš, da je v tujini vse idealno, tukaj vse slabo, si zelo razočaran. Kaj so pa, pravite, kaj so recimo prednosti, ne? Vam pa lahko povem samo moje osebno mnenje, ker nekako nismo delali. No, pa glede na to, da ste v stiku s tem študenti, verjetno to osebno mnenje utemeljeno, bomo rekli. Bi lahko rekli, da nekako ima neko podlago, no? Da ima neko podlago, ne. Sigurno je največja prednost to, ta multikulturnost, ne, se pravi, da gremo ven, se srečamo z drugimi ljudmi, z drugimi navadami, ne, in drugače pogledamo potem na recimo domače, recimo domačo fakulteto, domače okolje, Slovenijo kot celoto recimo, pa dobimo tisto izkušnjo, ki jo lahko potem kasneje uporabimo tudi ali v študiju ali pri zaposlitvi, pravi, znamo se mogoče majčkeno drugače obnašati in bolj odprti smo do drugih ljudi, ne? Do razlik med nami tudi, ne? Dobro, ampak zdaj, če lahko malo provokativno vprašanje, sej, če potujemo, je verjetno zelo podobno, ne? Postajamo odprti do drugih kultur. Kje je zdaj razlika, da jaz dam rukzak na rame, pa grem malo po Evropi, ali pa da grem študirati, ne? Za eno leto v tujino? Sigurno tudi rukzak na rame, pa odit iz Slovenije je velik, ne? Samo, ko vi enkrat živite v nekem kraju dlje časa, se pravi, če boste dali rukzak na rame in odšli za 2 leti po Evropi, ne, potem boste verjetno doživeli to. Če boste pa dali rukzak na rame, pa v enem mesecu preleteli celo Evropo, ne boste nič od tega doživeli, ne. Se pravi, morate iti v nek kraj, tam biti nekaj časa, se družiti z domačini, spoznavati ljudi tudi, recimo, če gledamo konkretno Erasmus izmenjavo, srečati ljudi, ki prihajajo iz drugih dežel in nekako izmenjavati izkušnje, spoznavati druge ljudi in predvsem si vzeti čas pri tem, ne. Kaj pa z vašega vidika kot fakulteta? Kaj je dodana vrednost za fakulteto, da študenti vaše fakultete odhajajo na take programe? Ja, recimo jaz osebno, ko vidim, ko študent odhaja ali pa ko pride nazaj, se mi zdi, so dosti bolj osebnostno zreli tudi. Se pravi, je to ena taka pozitivna izkušnja za samega človeka in za osebnost. Kaj je recimo za fakulteto lahko zanimivo, tujina lahko ponudi določene znanja, ki jih mi ne moramo ponuditi. Morda sploh nimamo določenih predmetov in zato sigurno je fajn, da študente grejo v tujino. Prinesajo tudi določena nova spoznanja, nov pristop k študiju in tako naprej. Se pravi, si razširijo obzorja, mogoče potem tudi, ko pridejo nazaj, resno študirajo, ne vem, nimamo glih vpogleda recimo, da bi spremljali študente. Na žalost, no, ne spremljamo študentov potem, ko se vrnejo.
Da bi to vplivalo tudi na njihove, ne vem, ocene ali na njihovo zagnanost pri študiju? Težko rečem. Ampak večinoma ti študenti, ki odhajajo v tujino, so morda že na začetku majčkeno bolj zagnani, ker ponavadi slabši študenti tudi morda niso toliko zainteresirani, pa tudi fakulteta ni zainteresirana, da jih pošilja v tujino. Dobro. Če gremo naprej mogoče na ta del zaposlovanja, ker tle je spet ista zgodba. Zdaj, kot ste povedali prej, v bistvu to načelo mobilnosti, prostega pretoka ljudi je eno izmed osnovnih načel Evropske unije in mreža EURES je v bistvu bila narejena za to, da implementira to načelo na nek način. Ampak zdaj, če pa pogledamo z vidika posameznika, kje je tista dodana vrednost tega, da grem jaz recimo zdaj delati za 1 leto, za pol leta ali za nekaj časa v neko tujo državo. Ja, podobno kot je rekla že dr. Alenka, tudi pri delu v tujini v bistvu se srečamo z nekim mednarodnim okoljem, pridobimo neke veščine, ki jih v Sloveniji morda drugače kakšne stvari delamo, se pravi, da tudi se srečamo s tem mednarodnim multikulturnim okoljem, kjer smo prisiljeni tudi malo na drug način stvari pogledati. Na vsak način gre tukaj tudi za spoznavanje nove kulture, izboljšanje znanja našega jezika, čeprav pri odhodih v tujino je to znanje jezika pravzaprav že osnovni pogoj. Potem seveda, ko smo tam zaposleni, se še bolj znajdemo in smo v komunikaciji še boljši, vendar vsaj pri naših brezposelnih je to velikokrat ovira. Znanje jezika države, v katero gremo, je temeljno in je začetek. Tako da zagotovo je pa potem, ko se vračamo, veliko stvari prenesemo s sabo. Od tega, da imamo boljše znanje jezika, do tega, da smo pridobili določene veščine, da smo se naučili, kako mogoče v tujini rešujejo stvari. Tako da tukaj zagotovo je dodana vrednost. Velikokrat se naši brezposelni sploh odločajo tudi zaradi boljšega zaslužka. Tukaj je treba vedeti, da je treba upoštevati tudi stroške, ki so v posamezni državi. Ta boljši zaslužek ni nujno, da je tudi res tako večji, kot je videti na prvi pogled. Tako da mi pač osebe velikokrat malo na to tudi opozorimo. Treba je pač računati tudi s tem, da Zahodna Evropa ima zelo veliko višje stroške bivanja in je treba tukaj pač to imeti tudi malo v mislih. Velikokrat pa osebe pač se odločajo za tujino tudi zaradi situacije, ki je trenutno v Sloveniji. Veste, da je izjemno malo trenutno prostih delovnih mest, tako da je v zadnjem času zelo veliko ljudi mogoče začeli razmišljati o tujini, ko prej niti niso o tem razmišljali. Tako da vsekakor priporočljiva izkušnja, včasih se mi zdi, ko pridejo nazaj, da so malo razočarani, ker je pri nas preprosto premalo delovnih mest, tako da jim tudi te izkušnje iz tujine včasih jih ne morejo tako dobro izkoristiti, kot bi jih sicer lahko, ampak na vsak način je to ena velika dodana vrednost, tudi res ena druga dimenzija pogleda na delo in zaposlovanje. Ampak pridejo nazaj, to je? Ja, zelo različno, težko rečemo, zdaj, da se jih veliko vrača. Nekateri pač tudi zaradi družinskih osebnih razlogov prihajajo. Zelo različni razlogi so. Načeloma ni nekih večjih razočaranj, tako da bi recimo ne bilo plačilo ali kaj takega, kar smo navajeni v Sloveniji, tako da večinoma se vračajo ponavadi zaradi kakšnih družinskih razlogov. Dobro. Mogoče se še vrnemo k tem zadevam, bi pa prej vprašal še, v bistvu na to bi se navezal, kar je bilo prej rečeno. Kaj je ta dodana vrednost, Darja? Jo ti doživljaš zdaj kot študentka tako, ali vidiš ti kakšne druge dodane vrednosti v tvojem, bom rekel, razvoju, kot so omenili smo to širino, ta odprt pogled, to novo perspektivo, mogoče nek drugi pristop k delu, ko se vrneš nazaj v Slovenijo. Opažaš ti še kaj, bi dodala še kaj na ta seznam? Hkrati si navežeš tudi veliko mrežo ljudi, spoznaš ljudi iz cele Evrope in to je
tudi neka dodana vrednost. Ja, pa mislim, da tudi podjetja če dalje bolj gledajo na to mednarodnost. Recimo tukaj, ko se dogaja job fair, pa ko sem se pogovarjala, smo se kar dosti ustavili pri moji izmenjavi v tujini. Se jim zdi to zanimivo, te vprašajo, če nameravaš tudi nadaljevati študij, ker pač vsa podjetja mednarodno poslujejo in tudi najbrž iščejo ljudi, ki že imajo te izkušnje, ki že imajo mogoče tudi navezane stike v tujini. Ja. Tako da ena še glavna prednost, ki jih nismo omenili, je ravno ta mreža poznanstv po celi Evropi, po celem svetu. Torej, če se boš lotevala nekih zadev recimo po študiju, imaš že nek adresar ljudi, ki se ukvarjajo z nekimi zadevami okoli po Evropi. Ja, pa tudi mogoče, tudi ne samo zaradi Erasmusa, tudi zaradi društva, ker poznam študente pač po Evropi. Tudi, če recimo bi se odločila za službo v tujini, pa če bi šla v mesto, recimo, kjer imamo en komite, je ta prehod dosti lažji, ker poznaš domačine, ker domačine ni vedno najlažje spoznati. Recimo, Avstrijci so dosti zaprt narod. Moraš imajo svoje spoznavanje, spoznaš jih recimo pri predmetih, ko delaš z njimi v skupini. Za razliko od Italijanov, Špancov, ki so dosti odprti, ki jih lahko že tako na kavi spoznaš malo bolj. Ja, tako da ta prehod, se mi zdi, da veliko študentov ima ta strah odhoda v tujini, da ne poznajo nobenega, tako da ta prehod je lažji. No. Tomo, ti si omenil, da izvajate trening mehkih veščin. Koliko od nas ve, kaj so mehke veščine? Ok, pol ne bomo se ustavili, kaj so to, pol bi rad samo, da mi poveš. Mogoče ste ugotavljali, ker izvajate in mednarodne zadeve in trening mehkih veščin, ste mogoče ugotavljali, znate vi definirati, katere so te mehke veščine, ki se jih človek nauči, ko gre na neko izmenjavo v tujino? No, predvsem recimo predstavitvenih veščin, tako pač v sklopu teh tečajev se na koncu pripravi predstavitev, pa dobijo potem s tem veščine, ampak to je vezane na samo komunikacijo, na javno nastopanje v tem smislu, komunikacijske veščine? Ne, so potem še marsikatera druga. Pač gre se za veščine glede klicanja podjetij, glede moderiranja kakšnih pogovorov tudi, potem team buildinga, spravi ustvarjanja društvenega duha in vse različne te mehke veščine, ki pomagajo pri organizaciji projektov, je prez, da se to bolj fokusira na naše člane. Tega ne ponujemo toliko na samih tečajih, ker je tam večji poudarek na neki strokovni temi, s katero se ukvarjajo. Medtem ko potrebe naših članov so malo drugačne, ker pač mi rabimo neke veščine za ko moraš klicati podjetje, moraš nekaj vedeti prej, kako se to dela. To je to, ampak kateri od teh so povezane s to mednarodno izkušnjo? Lahko to izluščimo nekako? Z mednarodno izkušnjo? Predvsem bi poudaril team building. Darja? Jaz bi pa poudarila predvsem komunikacijo, ker ko komuniciraš v tujem jeziku, ko komuniciraš z ljudmi z drugimi narodnosti, pride to do izraza, pride to sprejemanje, ta učinkovita komunikacija z njimi. Torej, če znam govoriti z Avstrijci, pol lažje govorim tudi Slovenci. Ja. Prej smo rekli, da večinoma se super končajo, torej imamo vse te pozitivne učinke, včasih pa tudi ne. Dajmo malo zdaj tudi ta del, če mogoče kdo razmišlja o tem, je dobro tudi, da vemo to temno plat, bom rekel. Nam lahko zaupate mogoče, kaj so zdaj te primeri, ki niso bili super in zakaj so se zgodili? Če ni zdaj to skrivnost ali kako? Mogoče ne bom omenjala naših študentov, pa bom šla na eno zgodbico, ki sem jo slišala zdaj pred kratkim, ko smo imeli nek simpozij v okviru mednarodnega projekta IREST, ki se pa ukvarja s tem, da bi študente pripravili na to mednarodno izkušnjo. Spravi, preden grejo na izmenjavo, da bi jih pripravili na medkulturni dialog, da jih spremljajo tekom izmenjave in tudi po povratku, da bi nekako jih spremljali še naprej in določene dodatna znanja bi na ta način študenti dobili.
No in tam je bila pač en primer italijanske študentke konkretno, ki se je odpravljala na Norveško in pred odhodom je idealizirala deželo, ne, se pravi, Norveška pa nekaj najlepšega, lepa pokrajina, vse je super, ljudje so super, ne. In ko je prišla na Norveško, se očitno ni glih tako izteklo, kot je pričakovala, je pa začela glih kontra, ne. Zaprti ljudje, nesramni, neprijazni in to je bila najhujša izkušnja v njenem življenju, ne. Je dokončala to prakso ali je zaključila prej? Šlo je za študijsko izmenjavo, verjetno jo je zaključila, ampak ni se iztekla tako, kot si je želela, ne. In to so potem tam poudarili kot nek primer, tak učni, ne, bi rekli, case study, ker dejansko, če so pričakovanja prevelika, če človek idealizira nekaj, je potem zelo razočaran in to lahko potem glih kontra udari, ne, se pravi, da je razočaranje tista negativna čustva spodbudi. To je treba imeti neka realna pričakovanja. Realna pričakovanja, oziroma včasih je najboljše, da greste odprti, brez pričakovanj in ste prijetno presenečeni potem. Dobre nasvet, ja. Bi mogoče še na primeru ZDA vprašal to, kako je ta sam proces, verjetno je malo težje že sam prehod, pravim, iti v Združene države Amerike kot znotraj Evropske unije, ker imamo neke, bom rekel, prednosti tega, da smo v nekem skupnem prostoru. Kako izgleda v bistvu ta administrativni proces za biti študent v ZDA? Je treba pridobiti vizo, je treba pridobiti kakšno posebno dovoljenje? Ja, seveda. Torej, jaz sem se najprej prijavila na štipendijo javnega sklada za razvoj kadrov in sicer šlo za štipendijo za usposabljanje doktorskih študentov v tujini, med drugim tudi v ZDA. In potem, ko je bila ta štipendija odobrena, ker mi pokrije večino stroškov bivanja tukaj, se je bilo potrebno dogovoriti s gostujočo inštitucijo. Zdaj, na tej gostujoči inštituciji je pravzaprav to leto kot gostujoči profesor tudi moj mentor na doktorskem študiju v Ljubljani, tako da je pravzaprav velika večina administrativnega postopka in raznih pridobitev dovoljenj oziroma vize potekala z njegovo pomočjo. Ja, vsekakor pa je treba pridobiti neke vrste vizo, odvisno od statusa, ki ga ima študent v tujini. Torej, lahko gre za bodisi neposrednega študenta, raziskovalca in glede na to je potrebno pridobiti vizo. Poleg tega recimo je nekaj specifičnih lastnosti, ki izhajajo iz inštitucije, na kateri se nahajam, ker gre za pravzaprav za raziskovalne inštitucije z področja biologije in medicine, tako da je potrebno za vsakega študenta, ki je tukaj pa raziskovalca, praviti še nekaj povsem teh specifičnih zdravstvenih obveznosti. Sicer pa morda ni toliko zakomplicirano, kot se nekomu zdi. Torej, potrebno se je dogovoriti za vizo, potrebno se je dogovoriti za mentorjem, to je pač ključno, z mentorjem na gostujoči inštituciji oziroma s tistim laboratorijem, kamor se posameznik odpravlja, je potrebno biti zelo dobro dogovorjen, kdaj boš pravzaprav tja prišel, kaj boš počel, kako bodo tvoji stroški kriti. Recimo, kar se mi zdi zelo dobro, je, da tako tukaj kot na recimo mojih prejšnjih obiskih, recimo v Kanadi, je vedno bilo pač postopek sledeč, da je laboratorij, kamor sem pravzaprav prišla, imel določeno administrativno službo oziroma nekako zaposlenega vodjo laboratorija, ki je skrbel za administrativne postopke in je pravzaprav te administrativne postopke zelo dobro poznal. Kar pomeni, da potem kot študent te je zelo vodil in ti sporočal, katere dokumente moraš imeti recimo ob vstopu v državo, kakšen status moraš pridobiti. Tako da je z tega stališča bil vedno na strani gostujoče inštitucije, v mojem primeru nekdo, ki je zelo dobro postopke poznal in mi vsekakor svetoval, pomagal. Torej sami niste imeli več kot toliko dela in stroškov s temi zadevami? Ja, pravzaprav nič posebnega. Seveda zahteva nekaj priprav, torej recimo treba obiskati ambasado, se tam dogovoriti za vizo, oddati razne prijave, ampak
to ni nekaj izjemno napornega. Vsekakor pa treba nekaj truda vložiti. Kaj pa te, bom rekel, vsakdanje zadeve, kot so zdravstveno zavarovanje, kako je urejeno? Ja. Mi ga jemljamo mogoče v Sloveniji kot nekaj samoumevnega, ampak to ni tako. Seveda. Zdaj, to je pa drugi vidik. En vidik teh obiskov v tujini se nanaša na postopke, ki so povezane z ustanovo, drug vidik pa povsem z običajnim življenjem, ki ga posameznik ima. Torej, potrebno si urediti stanovanje, potem zdravstveno zavarovanje, tukaj je več možnosti. Trenutno v tem mojem primeru mi to zdravstveno zavarovanje krije gostujoča inštitucija, tako da je večina stroškov stroški krijejo oni. V prejšnjem obisku, ko sem bila v Kanadi, sem si jih krila sama, v bistvu pravzaprav preko, recimo ena možnost je Coris, pa tudi druge možnosti obstajajo, kaj v bistvu mora študent narediti. Ampak vsekakor je potrebno pomisliti na to pred odhodom. Ja. Ok, hvala. Kako pa je na Dunaju z zavarovanjem in z najemnino in s temi zdaj? Slišali smo, da je neka podpora strani fakultete, nek Erasmus Points. S strani univerze. So tukaj Erasmus štipendije, ki v Ljubljani znašajo 300 € plus 150 € dodatka. Jaz imam še Zoisovo štipendijo. Drugače se pa poznano, Dunaj ima dosti višji standard kot mi, študent povprečno rabi 800 € na mesec, tako da brez štipendije bi kar težko šlo. Si v študentskem domu, si sama našla stanovanje? Sem v študentskem domu, to je tudi ena stvar, ki ni tako enostavna, moraš kar biti vztrajen, kar poslati neki prošen. Sem je uspela najti študentski dom. Kaj pa zdravstveno zavarovanje? Smo v Evropi, tako da se mi zdi, da je malo lažje s temi ostalimi stvarmi. Dobro. Zdaj bi jaz mogoče odprl malo, zdaj smo kar nekaj časa govorili. Imate kakšno vprašanje? Se mi je povedalo kakšno vprašanje, zdaj smo govorili malo o tem, kaj sploh pridobimo s tem, ko gremo v tujino, malo kje so ovire, pa me zanima, tle imamo tudi en mikrofon, tako da če dvignete roko, bo nekdo prišel k vam z mikrofonom. Ne, pa lahko nas še malo usmirite mogoče. Ja, eno vprašanje. Tam je mikrofon. Prosim. Mene zanima pa še, kako to zdaj, recimo, če greš čisto redno študiraš, ni problem, greš lahko na to izmenjavo ali pa je to dodiplomski, podiplomski študij, mislim, da ni tak problem. Kaj pa pol, recimo, zdaj jaz konkretno, jaz sem absolvent, pišem še diplomo, kakšne imam pa jaz možnosti še, zdaj, a je to še pol v okviru faksa lahko, grem na kaj ali ne moram, ali bi mogel zdaj diplomo narediti, pa se pol na podiplomskega prijaviti, pa pol tja delati, ali lahko jaz zdaj, ne vem, diplomo delam v sodelovanju z nekim tujim podjetjem, to me zanima. Super, hvala za vprašanje. Ja, mislim, da ja. Zdaj, a ste vi študent naše fakultete, računalništva, pol je stvar lažja. Namreč vsaka inštitucija nekako svoja pravila tudi določa. Zdaj, na naši fakulteti je to urejeno tako, študenti grejo lahko, oziroma, če greste v okviru Erasmusa, morate imeti status študenta, brez tega ne gre. V okviru Erasmus Plus programa, ki se začne z naslednjim študijskim letom, bo možnost praktične izmenjave, se pravi študijske prakse, tudi 1 leto po diplomi. Pravi, vi boste diplomirali, če se boste pravočasno prijavili na to študijsko prakso, ker se vedno v začetku leta so prijave za naslednje študijsko leto, boste lahko dobili to prakso in po diplomi še izkoristili dotacijo in šli na izmenjavo za praktično izobraževanje. Sicer za študijsko izmenjavo morate imeti status študenta, greste lahko tudi v času tako imenovanega absolventa oziroma dodatnega leta po zaključku, po zadnjem letniku. Upravljate lahko izpite, ki vam še manjkajo, oziroma lahko upravljate diplomo. Pogoj pa je, da naredite vsaj, mislim, da je zdaj 30 kreditov
po Erasmus plus za ne glede na to, a greste samo diplomo delati, boste mogli pa še neke dodatne izpite narediti. 30 kreditov, da prinesete iz izmenjave je pogoj programa. Tako da to sigurno vam ni zaprto, dokler imate status študenta. Kaj pa mogoče kakšni drugi programi, ki niso vezani na študentski status? Drugi programi so pa potem recimo Leonardo da Vinci, sicer ne vem točno, kako je zdaj s tem programom, pač letošnje leto še obstaja, ne vem, kako bo naprej. To je pa prav program za praktično izobraževanje, dodatno prakso, ki jo lahko greste delati po diplomi, oziroma ne vem, mogoče bi več veste, je to 2 leti po diplomi ali nekaj omejeno. Ja, tukaj je različno po programih. To je krovna organizacija, ki se s tem ukvarja, CMEPIUS. Letos je malo nerodno, ker se ravno preoblikuje v ta nov Erasmus plus in zaenkrat čist jasno še težko rečemo. Imamo pa recimo tudi mi v okviru EURES-a objavljamo občasno, če imamo kakšne primerne programe. Zdaj smo imeli recimo usposabljanje brezposelnih v tujini preko različnih izvajalskih organizacij, in takrat je pa pogoj, da niste več študent, da ste brezposleni in so recimo take kratkotrajno usposabljanje v tujini s predpripravami. To je bilo zdaj letos še, ne? Kako bo zdaj čist v novem Erasmus plusu, težko rečem, ampak ne bi ostalo približno podobno, no? Samo z drugim imenom. Še en komentar, CMEPIUS ste omenili, to je zelo koristna spletna stran. Spravi, greste na to spletno stran, imate vse programe za tujino, spravi, ne samo Erasmus, tudi Erasmus Mundus, kjer je pač programi po svetu, Leonardo da Vinci, praksa in res si pogledajte, če želite imeti neko mednarodno izkušnjo, tam je neka taka štartna točka za pogledati. Za potem, ko niste več študenti, bi bili zanimivi programi vseživljenjskega učenja. Zdaj zaenkrat so prav pod posebnim razdelkom na tej spletni strani, tako da tam so pa potem programi, ki so seveda namenjeni tudi starejšim. To je še za letošnje leto. Pol pa ne vemo, ja. Jaz sem hotel samo to dodati, da razjasnim to zadevo s tem programom. V bistvu perspektive evropske se delajo na 7 let. Vsi programi, ki so bili tako Erasmus, kot tudi drugi programi, so trajali do konca 2013, ne, in zdaj v bistvu začenja nov program. Tako da pač to se zgodi enkrat na 7 let, zdaj smo v tem obdobju, zato je tudi v teh mesecih malo nejasnosti, ampak jaz mislim, da v par mesecih bo to jasno, ne, potem, ko grejo prve aktivnosti naprej in pol je 7 let v bistvu tako, ne. Mogoče to, kar se tiče študija, je vse jasno, ne. Do letošnjega študijskega leta delamo po starem programu VŽU Erasmus in z naslednjim študijskim letom po novem programu. Je pa vprašanje te drugi programi, recimo Leonardo da Vinci, kako bo v novem programu, ker zaenkrat mislim, da še niso vključeni zraven. Darja, si hotela še nekaj dodati? Ja, jaz bi še dodala na tvoje vprašanje. Sicer z Bestom pa Estekom ne ponujemo praksko društvo, so pa tukaj 2 društva, ki prav ponujajo prakse študentom, ki imajo svojo bazo. Eno društvo je Isaac, drugo društvo je pa IAESTA. Isaac prav pošilja študente po celem svetu. Za IT imajo predvsem veliko praks, če tako več zanima, bodo jutri tudi na eni izmed stojenc Jobfaira, pa tudi IAESTA je eno tako društvo, ki se prav samo s študijskimi praksami ukvarja. No, kot vidite, dobite zelo celostne odgovore na vaše vprašanja, tako da vabim še, če imaš še kdo, kar ga zanima, mislim, da je pravi trenutek, da zdaj vpraša. Dobro. To pomeni, da smo dobro obdelali teme, ki smo jih imeli. Ja, seveda. Ok, kako je pa zdaj za Švico? Recimo, ko je prišel nek nov zakon z omejevanjem dotoka novih ljudi tja, kako je tam? To pa zame vprašanje. Slovenski državljani imamo prost dostop praktično vse države Evropske unije, izjemi sta Švica in Hrvaška. Hrvaška je lani vstopila v Evropsko unijo in sta se državi odločili za recipročno omejitev dostopa in še vedno ostaja režim delovnih dovoljenj. Švica ima pa drug način omejitev in sicer je možno se zaposliti za obdobje do 1 leta. Če imate zaposlitev za obdobje do 1 leta, vam dajo dovoljenje za prebivanje tipa L.
To se lahko potem sicer tudi podaljšuje. Za daljše zaposlovanje je veliko težje, ker imajo kvotni sistem in zelo, zelo težko pridete noter. No. Zdaj do 1. maja 2014 ostaja tako, kot sem zdaj povedala. Kaj bo po 1. maju, uradno še ne vemo, zelo verjetno bo to podaljšano, ne vemo pa uradno še. No. Nam bodo sporočili, zdaj bil je pred kratkim tudi referendum v Švici, kjer niso bili prav naklonjeni novemu priseljevanju, tako da bomo videli, uradno informacijo še čakam, ampak do 1. maja letos je zagotovo tako, kot sem povedala. Za študij je prosto, tukaj niso te omejitve, različno je od fakultet, ne? Mislim, da je tukaj... Mogoče za študij so tudi problemi. Zdaj, na naši fakulteti nimamo s Švico nobene bilateralne pogodbe podpisane, ker prvi pogoj, da greste lahko vi v tujino, greste lahko na tisto inštitucijo, s katero ima vaša matična inštitucija pogodbo podpisano. Tako da jaz tega nisem prav podrobno spremljala, ker pač nimamo nobene pogodbe s Švico. Vendar so na univerzi rekli, ker Švica je izpadla zdaj iz tega Erasmus študentov, ne smemo pošiljati v Švico, so pa švicarske ustanove nekako skupaj stopile in financirajo isto, kot bi bilo pri Erasmus, ne, dotacija, financirajo prihajajoče študente. Tako da načeloma za letošnje leto, če se ne motim, te izmenjave ne odpadajo, ampak jih bojo realizirali, kako bo pa v prihodnosti, pa ne vemo. Mogoče še jaz govorim iz izkušnje. Zdaj, če razmišljaš o rednem študiju, z mano na Dunaju je še ena Slovenka, sicer iz matematike in fizike, ki gre naslednjo leto na redni magisterij tam. Tako da imaš možnost tudi rednega študija, magisterije imajo v angleščini, tako da ja, če imaš dober uspeh, priporočila profesorjev, se lahko tudi upišeš kot reden študent tam. Mogoče še to, na naši EURES strani, na Evropskem portalu zaposlitvenih možnosti so tudi možnosti iskanja, možnosti izobraževanja po posameznih državah, tako da mogoče si tam lahko pogledate. No. Evropski portal pa boste našli možnosti izobraževanja, izberete državo, pa vam potem nanizajo se pač možnosti, ki so v vsaki državi. Okay. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Dobro, če ni drugih vprašanj, jaz sem hotel samo še dve zadevi me malo mučijo okoli teh mednarodnih zadev, pa mogoče ostanemo lih tukaj. Vi ste rekli prej, da ste bili že prej v Kanadi, ne? Na neki izmenjavi. Podobni, kot se zdaj... Ne? Kako je zdaj, ko človek pride nazaj v Slovenijo po taki izkušnji, bo rekel. Prej smo govorili o tem, ali je težko iti, ne? Zdaj mogoče še ta drugi del, ki mogoče ne razmišljamo dosti o njem, potem tudi zadeva konča in pridemo nazaj. Ne? Kako z nekega psihološkega vidika zgleda zdaj to, da si ti pol leta, eno leto v tujini, pa da prideš nazaj v, bom rekel, slovensko realnost? Kakšna je vaša izkušnja? No? V mojem primeru je šlo zdaj, v obeh primerih izmenjav je šlo za raziskovalni obisk v tujini. Tako da so te vezi ostale še vedno zelo močne. Pač smo imeli sestanke potem preko Skypa, pa preko drugih medijev, namesto da smo pač v živo bili pa se pogovarjali na inštituciji v tujini. Zdaj ta kulturni šok, če bi temu tako rekli, pa mogoče ga jaz ne občutam tako izjemno, hkrati pa sta vseeno Kanada pa ZDA državi, ki sta na nek način kulturno nista tako izjemno različni od nas, od Slovenije, da bi bil ta šok tako velik. Ne. Mogoče ta največja razlika je, da je Slovenija vseeno relativno majhna država v primerjavi z omenjenima in se zdi, da potem, ko se vrneš zopet vse majhno in ko pa prideš v ZDA, pa se zdi zelo veliko, recimo inštitucije zelo velike, ker imajo veliko zaposlenih, potem samo okolje, v katerem se nahajaš. Ampak mogoče ta šok ali pa ta sprememba tudi ni tako opazna v mojem primeru zaradi tega, ker je zaradi tega raziskovalnega vidika. Ker tudi tukaj v tujini, kjer se nahajam, je pravzaprav veliko študentov, ki so iz drugih držav, torej ne nujno iz ZDA, ampak recimo so primeri, oziroma
skupina zelo mednarodna, to pomeni, da je veliko Azijcev, veliko Evropejcev in pride do neke take mednarodne kulture, ki ni recimo zelo specifična za državo, v kateri se nahajam ali pa kaj podobnega. Tako da ta šok se mi ne zdi tako velik v obrnitvi. Pa bi lahko rekli, da ste... Odvisno predvsem o tem, kam študent gre. Ne? Pa bi lahko rekli, da ste pogrešali, bom rekel, to vzdušje mednarodno, potem, ko ste se vrnili v Slovenijo, ali je tudi tukaj tako vzdušje? Ja, to pa zopet odvisno. V laboratoriju za bioinformatiko, kjer sem sicer zaposlena na FRIU, je v bistvu se zelo veliko dela na tem, da tudi k nam v laboratoriji pridejo začasno kakšni raziskovalci iz tujine ali pa recimo kakšni študenti iz tujine na krajše obiske, tako da je tudi v laboratoriju to vzdušje bolj mednarodno recimo. Ampak seveda pa se v tem smislu Slovenije težko primerjati z recimo držav kot so ZDA pa Kanada, kjer je vseeno večina raziskovalcev recimo na fakulteti pač Slovencev. Medtem ko je recimo tukaj ta delež Američanov bistveno manjši, kot je delež Slovencev na FRIU. Hvala. To mednarodno okolje je pač v Houstonu opazno. Malo prekinja ta zadnji del, ampak mislim, da smo ujeli bistvo. Se je porodilo še kakšno vprašanje, mogoče tukaj? Kakšno usmeritev, kam gremo? Če ne bi jaz počasi zaključil to zadevo, jaz imam eno zadnje vprašanje, pa mogoče bi naredili en krok, pa lahko k odgovoru kakšne zaključne misli dodate, če želite. Izpostavljena je bila tudi zaposlitev v prejšnjem vprašanju, tako da mogoče dajmo še to povedati, kako vpliva, če vpliva zdaj mednarodna izkušnja, bodisi praksa, bodisi krajša mednarodna izkušnja, kot jo vi ponujete, bodisi študijska izkušnja v tujini, direktno na zaposljivost. Prej smo slišali od tebe, Darja, da sprašujejo dejansko, da je to neki pomeni zaposlovalcem. V kakšnem smislu, kaj to pomeni, koliko vpliva, obstajajo mogoče kakšne študije na to temo? Kaj bi lahko rekli o tem? Torej, kako vpliva mednarodna izkušnja na stopnjo zaposljivosti? Začnemo zgolj na začetku, pa gremo. Jaz kakšne študije ne poznam na to temo, ampak sem prepričana, da sigurno pozitivno vpliva. Ena stvar je ta socialni kapital, ki ga študent dobi v času svoje izmenjave, drugo je znanje jezikov, ki se pač izpopolni, komunikacija v tujem jeziku, mu ni več nek tabu, nekako lažje komunicira. In ne glede na to, se zaposluje v domačem podjetju ali v podjetju v tujini, je sigurno bolj zaposljiv. Tudi naše tržišče je dosti majhno, se pravi, če podjetje deluje v Sloveniji, ima sigurno mednarodne stranke tudi, je treba tudi znati komunicirati s temi strankami. Torej, poznati rečemo tuje navade, ta medkulturni dialog je kvečemu pozitivno pri vsaki zaposlitvi. In mislim, da zadnje čase podjetja tudi več gledajo na to, da se zavedajo tega potencijala. Da je dejansko to, bom rekel, konkurenčna prednost pri zaposlovalcih? Ja, sigurno je znanje in kompetence z področja so ena stvar, ampak je pa to še dodatna vrednost. Pa mogoče je to težje pridobiti kot neko znanje, ki se lahko iz knjige naučiš, to ni nekaj, kar se po knjigah učiš. Dobro, hvala. Jaz se lahko pridružujem odgovoru, mogoče sploh o podhodih, ko odhajate na zaposlitev v tujino, boste velikrat v oglasih zasledili, kaj si delodajalci želijo. Želijo si, izkušnje v mednarodnem okolju, znanje jezikov. Če boste tujemu delodajalcu napisali, da ste že kdaj bili v tujini, da ste sodelovali v kakšnih mednarodnih projektih, da ste bili na kakšni Erasmus izmenjavi, ste zagotovo v prednosti pred ostalima. Ta mednarodna dimenzija res igra veliko vlogo, sploh zdaj, ko smo
na nek način zelo povezani in hkrati mi relativno majhni. Tako da na vsak način jaz bi vas res spodbudila, no, mlajši lažje nekje odhajate, si pridobivate te izkušnje, probajte izkoristiti, no, čim več vse te možnosti, ki so. Ni samo možnost zaposlitve, ne, zato, da odidemo v Evropo, da si pridobimo kompetence in ostale zadeve, je še ostalih možnosti zelo veliko, tudi kakšno prostovoljno delo, sezonska dela za mlade, delo v evropskih inštitucijah. Ogromen enih možnosti je, ko lahko nekje stopimo malo čez mejo in si pridobimo pač boljše izkušnje in boljši nekje vstop potem kasneje, mogoče v zaposlitev. Tako da bolj pogumno bi mogoče res mogli. Jaz vidim, da informacij dajemo mi zelo veliko, ko je pa treba res nekje spakirati kovčke, se pa ljudje velikokrat kar malo ustrašijo. Mogoče je pri mlajših malo lažje tudi zaradi vseh teh izmenjav, ki ste jih zdaj deležni, ampak kljub temu, no, mogoče malo več poguma včasih rabimo, no. Tudi ni nujno, da je zaposlitev za 100 let v tujini, lahko je to nekaj letna izkušnja, pa potem pač je to, ni nujno, da je to pač odhod za vedno. Tudi ne bi bilo tako, da potem s temi izkušnjami nekje pridemo pa nazaj, pa tukaj gradimo naprej. Upajmo, da bo tudi situacija tukaj se kaj poboljšala, izboljšala, da bodo tudi tukaj več možnosti kasneje za vas. Mogoče samo še eno stran omenim, no, za raziskovalce, ker ste študenti, raziskovalci imate posebno spletno stran, tako da lahko tudi preko spletne strani Euraccesa iščete možnosti in za študij in za zaposlitve prav na področju raziskovanja, tako da je smiselno tudi to malo pogledati, Tam imate zelo veliko možnosti, sploh za potem kasneje, ko končate, mogoče tukaj z eno diplomo, da se potem še naprej v tej sferi zaposlujete in iščete. Tako da bolj pogumno naprej. Še vedno informacije ste omenili, so pomembne pri tem, vi ste tudi prinesli dve taki brošurci, ki, če bi koga zanimalo, so tudi tukaj odzunaj na mizi, si jih lahko vzamete. Predno gremo na to stran mize, še zadnjič v ZDA mogoče. V par besedah, če lahko vpliv na zaposlitev z vaših oči, teh mednarodnih izkušenj in zaključne besede, če so. Torej, jaz bi rekla, da se mi zdi vsekakor izmenjava ali pa obisk v tujini na neki inštituciji ali pa podjetju se mi zdi pozitivna izkušnja. In bi zato predlagala, ali pa se mi zdi zelo dobro, da se študenti odločijo za to, pa da si vsaj mogoče za neko krajše obdobje te izkušnje pridobijo, ker v vsakem primeru pozitivno vplivajo na oblikovanje prihodnosti. Sploh se mi zdi pomembno, da določena področja v Sloveniji slabše pokrita, pa so v tujini zelo dobro pokrita enostavno, ker je pač Slovenija mogoče premajhna, da bi pač pokrivala vsa področja znanosti ali pa raziskovanja ali pa študija. Tako da v tem delu se mi zdi to še, da dobimo neka taka specifična znanja. Sicer pa zagotovo je mogoče, če tako zaključam, vsekakor zahteva kakršnokoli obisk, menjava študenta, je več napora ali pa truda v izpolnitev vseh administrativnih zahtev, potem v pridobivanje informacij, v prijavo, ampak se mi zdi, da so korist tolikšne, da se to zagotovo splača. Torej, izberemo težjo pot, ker imamo več od nje potem, če prav razumem. Tako je. Super, hvala. No, še z vidika študentov mogoče. Kaj pa vi mislite, bo pomagajo treningi mehkih veščin, ki jih imate, so za življenje, so za službo, so za oboje, pomagajo v zaposlitvi? Ja, vsekakor pomagajo. Pač vsaka dodatna izobrazba oziroma izkušnja je pomembna pri zaposlitvi. Zdaj, jaz sem imel na svojo funkcijo v društvu, jaz sem pač odgovoren za stike s podjetji in tudi malo vem, kaj oni iščejo. Podjetja iščejo take kadre, ki so pač pripravljeni sodelovati z ljudmi iz tujine. Pač tak ima nekaj izkušenj, tako da marsikatera izmenjava veliko pripomore k temu.
k temu, da si bolj zanimiv za podjetje na koncu. Kakšna zaključna misel mogoče? Ja, recimo na te naše tečaje, ki jih imamo, po pravici povedano, v 2 tednih se jih dosti ne naučiš in tudi delodajalce mogoče to ne najbolj zanima, ampak vidijo pa neko pripravljenost potem, da si želiš dodatno znanje in da si pripravljen nekaj sodelovati z ljudmi iz tujine. In pa mogoče glede na tisto slabo izkušnjo, ki je bila prej omenjena, da je prišla študentka na Švedsko ali kam že. Norveško, ja. Norveško. Da si ustvarila previsoko pričakovanje, ja. Recimo, tak tečaj je lahko odskočna deska za vas, pač ne veste, kako izgleda to druženje z neznanimi ljudmi, ki ne govorijo tvojega jezika. Tako da lahko greš na recimo tako kratko izmenjavo, pa malo vidiš, če je to zatelj, pa ni. Nek preizkus, bomo rekli. Preizkusna doba in potem se odločiš vse to. Ker tudi spoznaš samo fakulteto, sam sistem fakultete. Tako da je potem dosti lažje. Ja, recimo tudi tekom teh tečajev to predavajo tudi profesori iz tiste univerze in navadijo tudi predstavitev univerze, pa tudi sama univerza predstavi možnosti, ki jih imaš tam. Super, hvala. Ti, še zadnje, si šla na Dunaj zato, da bi bila bolj zaposljiva? Misliš, da boš bolj zaposljiva ali si šla tudi iz drugih razlogov? Kako zdaj to zgleda s tvojih oči? Razlogov je več, ampak se mi zdi, da zagotovo bom pridobila neka dodatna znanja, ki bodo obogatila moj življenjepis. Tako da tukaj vidim dodano vrednost. Poleg tega pa, ko spoznavam nove ljudi, spoznavam tudi sisteme v drugih državah. In se mi zdi zelo zanimivo, da ene države dajo zelo veliko poudarka temu, tudi univerze. Nekje imajo študenti obvezen semester v tujini, ki ga pač prav morajo preživeti, oziroma celo 2 semestra v tujini. Tako da ne vas biti strah, probajte nove stvari. Ja, pa tako kot je Roko rekel, če bi se radi preizkusili, pa le začnite z Estekom pa z Bestom. Super. Hvala lepa vsem govorcem. A zdaj pa vprašanje. Dobro, dajmo vprašanje še. Seveda, zato smo tukaj. Dve vprašanje imam v bistvu. Dve, dobro. Ena je, če so kakšne starostne omejitve pri teh programih, druga pa, kakšne so kaj izkušnje pri državah, ki niso Severna Amerika ali pa Evropska unija pri izmenjavah, pa pri praksi tudi. Izkušnje ali možnosti? Možnosti vem, da so, sem pač, koliko ljudi se odloči za to. Dobro, bi kdo? Mogoče bi jaz povedala, starostne omejitve, kakor jaz vem, ni, morate biti pa reden študent. To ste imeli pa vi, ne? To je moja predstavitev, ki se v zadju vrti, ker je bilo prej malo prepozen gor. Tista omejitev, ki ste jo videli, velja za program Tvoja prva zaposlitev EURES, to je pa ena finančna spodbuda za mlade do 30 let, zato da lažje greste na razgovor v tujino in da se lažje preselite. To je čist nekaj drugega. To velja ob redni zaposlitvi. Če si najdete enega delodajalca v tujini, če ste stari manj kot 30 let, vam lahko tukaj finančno pomagamo, mora pa iti za države EU27, se pravi spet ni Švice, ni EGP-ja in ni Hrvaške. Takrat vam mi lahko pomagamo ob odhodu na razgovor 200 evrov do 500 km, 300 evrov nad 500 in ali ob selitvi. Če se preselite, pač od 600 evrov do 1200 evrov nekje je ta finančna pomoč, lahko tudi oboje koristite, lahko samo eno stvar, ker načeloma si morate ob zaposlitvi sami poiskati stanovanje, najeti in tako naprej. Za mlade je pa tukaj ena majhna pomoč mišljena prav zaradi te visoke brezposelnosti mladih. In tukaj so starostne omejitve. To je čisti gid. Drugega. Imate pa tudi zgibanko, tam od spredaj, tale zgibanka je. To je ta program, kar se tiče študentov, pa ni omejitev? Če se vrnemo pa na študente, pač če ste redni študent in imate status študenta na naši univerzi, potem vsi te programe, ki jih ponujamo, nimajo omejitev starostnih. Kar se pa tiče držav izven Evrope in izven Severne Amerike, pa jaz sem takole zelo na hiter sicer pogledala, ostaja samo še Japonska.
tja, kamor grejo lahko in so šli naši študentje na prakso, to je ta Volcanoes in Japan program. Vsi so bili zelo navdušeni, je pa kar delo, da tja pridete. Se pravi, program je zelo celostno zastavljen. Najprej tisti predizbor, da sploh pridete zraven, morate biti kar dobri študenti in dobre reference imeti. Potem pa imate najprej učenje japonščine, ne vem koliko mesecev, učenje njihove kulture in šele potem lahko delate v njihovih podjetjih. Je pa ravno letos prišla ena naša študentka nazaj, je bila zelo navdušena, tako da priporočam tudi take programe. Z drugimi pa žal nimam izkušenj, ker imamo samo za prihajajoče študente, recimo iz Južne Afrike, iz Indije, iz jugovzhodne Azije, ne morejo naši študenti tja, ampak samo njihovi k nam pridejo. Mislim, smo odgovorili, ne? Ja, še drugi strani misli, da mogoče možnost. Jaz sicer še nisem bila, ampak poznam veliko ljudi, študentov, ki so to izkusili. Tako, kot sem že prej omenila, Isaac ponuja prakse. In pa še eno stvar bi tukaj poudarila, ko greš v take države, je tukaj še večji ta kulturni šok. In če nisi dovolj prilagodljiva oseba, imaš lahko zelo slabo izkušnjo s tem. Tako da, če si odprt, če si pripravljen sprejeti drugo kulturo, mislim, da v take izkušnje lahko še dosti več odneseš. Tako da ja, tudi moj cilj je, da bi enkrat probala kaj takega. Ok. Še kakšno last minute vprašanje? Zdaj še imate možnost. Dobro. Če tako, potem bi se zahvalil vsem, ki ste bili tukaj z nami in poslušali to okroglo mizo. Hvala vsem govorcem, seveda, da ste delili naše mnenja z nami. Vse skupaj vabim še na eno majhno pogostitev tukaj zunaj, kjer lahko mogoče izkoristite priložnost, da še ena na ena koga kaj vprašate dodatno. In vam želim lep večer še naprej.